so nekaj bolj operativni. Kaj pa pravite na zamisel o zaupnici, da se je seznanila predsednica na poslanski skupini? Se strinjate s to zamislijo, da gre? Jaz mislim, da je to dobro, da se je prav odločila, predvsem po tistem fiasko z nepremičninskim zakonom, mislim, da je to prav, da je naredila, pa sem prepričan, da bo tudi zaupnica tudi. Samo če podprete zaupnico, potem na kongresu ne bo Zoran Jankovića. Jaz ne razumem, zakaj ne. Se gre za čisto določeni zadevi. Gre za predsednika stranke in če se bo gospod Zoran Janković kot ustanovitelj te stranke odločil in ocenil, da je prav, da gre še enkrat na volitve in za predsednika bo dobil mojo podporo. Če je gospod Janković še lahko premier? To pa ne vem, to morate pa njega vprašati. Glede na to, da se je izločil iz državne politike, sem prepričan, dokler ne bo ta zadeva okrog teh, torej ta epilog okrog kazenskih ovadb in tako naprej rešena, on ne bo sodeloval v državni politiki. Bi pa želel tudi sam, da se to čim prej odvije in to mrcvarjenje to ne koristi nobeno. Morda pa komu koristi, ne vem. Poglejte, če na kongresu zmaga, torej ne vaša kandidatka, se pravi Alenka Bratušek in postane predsednica stranke, kaj to pomeni za vas? Da ste ostali član Pozitivne Slovenije in postali? Poglejte, jaz sem učitelj in če za mene ni, če. Ne vem, kaj bo če, če bo, ko bo, se bo pa odločalo takrat, tako da ne morem predvidevati, kaj bo, ko bo. Ali se še vidite v stranki Alenke Bratušek? Ja, seveda. Jaz se vidim v stranki Pozitivna Slovenija, zdaj kdo bo pa vodil to stranko, mora pa odločiti kongres.